To je Radio 1 podcast. V današnji epizodi pride v goste punca, ki ima tudi band, sliši na ime Mašarik. Ona je Maša. Punca, ki boža z glasom in punca, ki boža z glasbo. Res nekaj posebnega v slovenskem glasbenem prostoru in danes bomo spoznali njeno zgodbo benda, kaj stoji zadaj, kaj jo navdihuje. Skratka, ful enih luškanih stvari, no, tako da pridružite se. Super bo. Maša Bogataj Mašarik je danes prisedla na moj rdeč kavč in zelo sem vesela, da se je to zgodilo, zato ker si mi prav prirasla k srcu, bom rekla, in to preko svoje glasbe, ker se mi zdi, da je pač tudi poanta glasbenika. Ne? Wow, hvala, Jana. Ja, res. Ful veseli, da sem tle. Veš, ful je noro, ker sem prav razmišljala, kje sem jaz tebe, ne vem, kje smo se pokonektali, kje smo se našli in res slišala sem par komadov in so bili tako drugačni, tako so izstopali v poplavi marsičesa zdaj, tako poseben vokal imaš to ti konc koncev, da se ti usede, ne na dno morja, ampak na dno srca. Ja, hvala. Mislim, da si se takrat z brat moj si se mi javila, to je ful dobro, wow, čisto sem navdušena. Ja, veš, kad nekaj začutaš in se ti zdi, da enostavno, ne vem, moraš povedati, mogoče tudi zato, da nekomu daš potrditev, da dela dobro, pa da dela dalje. Ja, to sigurno sploh bendi zelo tako na začetku v bistvu nam to veliko da, zato ker res guraš in guraš veliko dlje, kot misliš, da bo treba, da se nekaj premakne. In vsaka taka potrditev sploh, ne vem, če je to nek radijec ali pa nekdo, ki pač ima neki smisla tudi v muski, si vesel in ti da nek zagon za naprej. Ok, dajmo najprej povedati, da Mašarik nisi samo ti, ne. Ampak da bi recimo zdaj tukaj na tem kavču mogla sedeti še dva člana. Ne? Tako, ja, torej Luka Zemljič na klaviaturah in Bojan Marinko na bobnih. Imamo pa v live izvedbi še Amadeja Šaršanskega na basu. Ampak ime Mašarik pa vseeno izhaja iz tvojega imena, ne? Ja, je res. Na začetku pač se moraš odločiti za nekimi benda. Se mi zdi, da mi smo hitro nekako dojeli, da ta moja prezenca, ki sem v bistvu punca v tem nekem moškem bendu, spredaj s kitaro, z vokalom, je mogoče tako močna, da dajmo štartati iz mojega imena, pa vidimo, kaj nam rata iz tega ven potegniti, da se dobro sliši, da je zanimivo in tako je v bistvu nastal Mašarik. Mašarik. Točno ta prezenca, pa ti s kitaro, je tako zelo drugače, mislim, zelo izstopa. A si ti mogoče tudi zaradi tega bolj moški tip punce, ali si pač klasična punca? Kakšna si tako kot oseba? Mislim, sigurno se zelo dobro razumem s fanti, zato ker sem tudi pač veliko časa v tem nekem moškem svetu, tako da če ne druga se slejka prej naučiš z njimi razumeti, ampak mislim, da že v štartu nisem imela nekih problemov, kar se tega tiče. Tako da, ja, nekako oba dva svetova se mi zdi, da znam dosti dobro pohendlati. Vi imate v bistvu z bendom bolj tako, ker sem brala, no bolj bratski odnosa, ne? Oziroma, kakšna je ta dinamika med vami? Ste to prijatelji že dolg časa, drugače, koliko časa se že poznate? Ja, začel se je tako, da sem bila jaz v bistvu njuna fenica, rečemo temu. Okay. Ker ona dva sta predtem imela en band John F. Doe, se jim je rekli, so tudi 2 plati izdali. In to je bil en redkih bendov tam na Gorenskem, na Bledu. V bistvu iz mojih koncev, jaz sem iz Radovljice, in je bil eden redkih bendov, ki je delal svojo muziko, ki je delal dobro muziko, in ki je pač tudi tam nastopal in smo hodili, ker sem bila jaz v srednji šoli, smo pač sošolkam hodili na njihove špile. In pač Luka in Bojan sta oba dva igrala v tem bendu, tako da moj prvi stik v bistvu z njima je bil tam, ker sta lih toliko starejša, da se ne poznamo iz šole ali pa iz neke te generacije. In ja, pol na špilih smo se pač spoznali, začneš se pogovarjati, tak, če pridejo neke punce večkrat na špil, se pač spoznaš. Lahko bi se zgodba drugače odvila, ne? Ne. Pri nekaterih, ok? Ne, zmeraj se lahko, ampak ne. Pol so se pa z Lukom v bistvu enkrat srečala v Ljubljani, v Činčin je bil takrat. Okay, ja. Za šankom sploh ne vem. Ja, tobačno, sploh ne vem, kaj je bil že za en event, ampak tam se za šankom srečava. Žujo, kva pa ti tle? Noč, pač smo tle. Ok, malo debata. In je rekel, ja, jaz pa sem videl, da ti tudi nekaj poješ, ker sem takrat malo na Instagramu objavljala zadeve.
mi je všeč, da pač, a kaj svojega tudi pišeš, sem rekla, imam neke tekste, nisem še prav delač, pač, da bi imela zdaj ful nekih komadov narejenih, ampak tako imam par tekstov, ki še nimajo melodije, da jo mi pošleš kakšen tekst, pa bom jaz probal to uglasbiti, pa se mogoče dobimo na eni vaji. Okay. Sem mu poslala in on meni čez par dni nazaj posnetek sebe, ki igra orgle, pa poje zraven moj tekst, čisto do, ok, dajmo se dobiti, pok prva vaja, tako je tudi Bojan na sabo pripelal, ker brez bobnarja nimava kaj delati. Absolutno. In tako se je začel. Tako se je začel. Ja. Kje je bil pol prvi špil? Prvi špil je bil pa v moji domači Radolci. So neki te četrtki poleti zunaj na trgu. Aha. Tako da smo se nekako zadnji moment zmenili, da smo bili pred skupina Murphyjem. Že tako ste začeli? Bravo. Ja, Okay. in to je bil špil, ki je pač prišlo Jurija Folka. Tako da jaz imam vmes par blackoutov, ker pač sem imela tako tremo, da se sploh ne spomnim. Nekje vem, da sem tekst pozabila, nekje vem, da so šli akordi po svoje, pač vse je šlo malo po svoje. Okay. Ampak tako res je veliko ljudi v bistvu prišlo pofirpcati, kaj delamo, ker smo tudi nekak domač band tam. No to je. Ja. Tako da je bilo zelo lepo, zelo v bistvu naporno za prvi špil pred domačim občinstvom. Ampak ja, tako so bili takoj neki lepi komentarji in pač zagon, da ok, se na odru se tudi znajdemo, daj, gremo dalje. To je bilo v bistvu tudi neka potrditev, ne? Ja. Kot si rekel, ja, določenih stvari se kar ne spomniš, verjetno, ne, kar je... Ampak je bila hujša tenzija zato, ker je bil prvi špil, ali zato, ker je pač bil doma? Mislim, da Že bi ti bilo lažje, če bi šla nekam drugam prvi špil. Ja, se mislim, da je bil celo plan, da imamo prvi špil nekje druge, pa je odpadel in pol je ta padel, pač, da je prvi špil. Ampak mislim, da kjerkoli bi ga imel, je bila to nekako moj prvi skok na oder, v bistvu. Tako da kjerkoli bi imela jaz horonsko tremo in pač bi se sestavljala cel špil. Okay. Ste se pa na nek način povezali tudi s Hamotom, ne? Hamo in Tribute to Love. V bistvu, kako je bilo, najprej ste bili vi, njim bom rekla, predskupina, pa so pa oni vam vrnili nazaj uslugo, ne? Nek tak odnos. Ampak kako je sploh prišlo do tega? Recimo, Hamo poklical, imaš, jaz sem te videl, špilaš kitaro, fuj si huda, a kako je to izgledalo? Ne, se poznamo že od kar dost preden sem jaz imela band. Aha, ok. Sem tudi bila v bistvu fenica in sem hodila na njihove špile takrat, ker še noben ni hodil na njihove špile, tako da smo se tudi po ta drugem špilu že poznali. In pol je pa to počasi eskaliralo v neko prijateljstvo, pa v bistvu jaz sem študirala arhitekturo, ob tem sem delala neki grafično oblikovanje, kar počnem tudi zdaj v bistvu. Hamo je takrat rabil oblikovalca za drugo plato in je rekel, da ti neki to znaš, a ne, jaz imam idejo, kaj, bi mi pomagala to izvedbeno narediti. Sem rekla, ok. In tako se je začelo, tako da pol sem ratala nekako njihova grafična oblikovalka. Prijatelji smo ratali in itak sem mu pol tudi poslala, ko sem kaj še jaz takrat sama ustvarjala, ker še niti nisem imela benda. On me je v bistvu tudi ful spodbujal, da naj probam kaj svojega napisati. Hvala, Hamo. Ja, tako da pol, ko smo sestavili bend, so pa itak takoj najdeli neke te prve špile, kamor smo mi lahko skočili kot predskupina, da smo se sploh naučili v bistvu stati na odru, igrati na odru. In koliko je to pomagalo bendu? Ogromen. Zato, ker ti kot tak band, čist na začetku, ki večinoma tudi igraš neke coverje, pač ker se še postavljaš v bistvu. Toliko smo bili začetniki, oziroma vsaj jaz, no, saj fantje so imeli malo več kilometrine, da smo pač startali z nekimi coverji, zato da smo se sploh naučili igrati, pa pogruntali, kako se dela aranžmaje, pol smo pa začeli na svojo muziko v bistvu prehajati. Tako da takrat s Hamotom smo imeli, mislim, da 1 ali 2 svoja komada, ostalo nekaj coverje in na tak način je ful težko dobiti špil. Ja, ja. Nimaš še nič na YouTubeu, ne znan si, no name. Kar on je takrat bil, mislim, še vedno so, ampak takrat so bi se mi zdi res posod so bili. Ja. Mega popularni, največ koncertov. In res imajo eno tako veliko bazo fanov, ki jih zveste fane, ki so posod in prav nosijo te majčke, srčki. To si verjetno pol ti zaslužna za te srčke? Ta dvojni srček v bistvu je že pred mano nastal. Je bil že pred, ok, dober. Tako da to se fura od tam naprej, ampak te pol neke variacije iz tega ven so pa spod mojih rok, ja. Vaša muzika, to je, kako jo jaz čutam,
kada je z enega drugega časa, kada prebudi v tebi neko nostalgijo in taka optimistična je, tako na up. Ne? Tako jo jaz recimo doživljam in absolutno ne bi pripisala tako mladim ljudem, kot ste vi, da ustvarjate tako glasbo. Kako je to našlo pot, oziroma kje si ti v sebi to začutila in daješ to ven? Ker je zelo posebna muzika, no? Ja, sej hecen je to, a ne, se mi zdi, da nekako to občinstvo res čist drugače vidi našo muziko, kot jo mi vidimo, ker mi znamo delati samo tako. In se nam zdi pač običajno. Sej, jaz dam ta sound kitare val, da dam tako odigrati, tako pač mi znamo, a ne. Ampak nekako je res nastalo v bistvu preplet nas treh, se je sestavil neko tako celoto, ki mogoče res malo izstopa ven in je malo drugačna od vsega, kar se danes vrti, ker je v bistvu res poplava nekih komadov, ki sploh niso slabi, ampak recimo nekega tega povprečja je ful. A ne? Tako retro mi deluje, bom rekla? Ja, retro. Vizualno, ne? Ja. Je tako malo tale flower power scena. Malo smo mogoče štartali na tem, zdaj ni nujno, da bomo čisto v tej smeri nadaljevali, ampak sigurno se pozna to, da v bistvu delamo z analognimi inštrumenti. A ne? To se pravi ne vem, že sam klaviature, imamo orgle, imamo ta nek Rhodes, električen klavir, in to je v bistvu stara glasba. A ne? To spominja na staro glasbo. Tudi moji mogoče kitarski efekti so neki tej fazi, taki mogoče riffovski, ki se je tudi včasih to malo več uporabljali, kot se danes. Tako da čist iz tega vidika se mi zdi, da malo spominjamo na staro glasbo. Zraven je pa to še zmeraj neka modernejša produkcija. Komadi so v bistvu zasnovani na modernejši način. Je pa mogoče ta zvočna slika malo bolj. Jaz bi vas tako recimo, da primerjava tak band, ki mi tudi podobna čustva naredi, pa ki jih podobno čutim, so mi pa tista Cadillac. Ampak pa se mi zdi, da mi ful bazira na njegovemu vokalu. Na urbanemu vokalu, ki je res tako, noben več tako ne poje. Ne vem, veš, včasih je bilo ful zanimivo, če si ti poslušal zlati časi slovenske popevke, en poseben glas je bil in vsi so peli na en poseben način. Zdaj dejansko ni več tega, kar je v bistvu na nek način plus, ker je vsak lahko pride svoj do izraza, ne? Svoj jaz, ampak dva sta pa ujela neke stare čase, nek duh starega časa, se mi zdi skozi glas. Ja, oni so zelo soul, tako da se mi zdi, je to ta neka vzporednica, da pač mogoče vsi malo spominjamo na neko staro glasbo, ampak še vsem se mi pa zdi, da tako muzika pa komadi so pa še vsem kar drugačni. No. Tudi njegov vokal je čist neki drugega kot moj. Absolutno. Ampak sta pa oba zelo specifična. Ja, to pa ja. Ker tako kad tebe slišam, tako, mislim, dobro, ok, te poznam, začutiš to razliko in pol veš, to sem že nekje slišal, to je, ne? Ja. Tako ful drugače. Definitivno. Kdaj se je pa začela ta ljubezen do glasbe? A to je že od mečkanga? Ja, jaz sem v resnici sem se učila klavir. Ker je moja mami igrala klavir. In to mi je en takih res lepih spominov, ko sem bila majhna, mami, daj zaigraj nekaj, in je pač nekaj odigrala in mi je bilo tako lepo in sem bila tako, wow, jaz bom tudi klavir igrala. Čakaj, sem polje mama tudi igrala, tako se je dobro ukvarjala z glasbo, pa to, ne? Ni se nikoli ukvarjala z glasbo, ampak ima to pač nižjo glasbeno šolo klavirja narejeno. Tako da je pač znala, par komadov je še znala odigrati takrat in to je bilo meni tako, wow. Jaz bom tudi klavir in pol sem jaz tudi klavir. In sem naredila to osnovno glasbeno šolo klavirja. Ja. In po končani tej osnovni glasbeni šoli nisem zares znala nič odigrati, razen pač po notah. A ne? Pa še te note mi niso šle najboljš. Tako da, takoj, ko sem končala klavir, sem rekla, ok, jaz bi zdaj probala kitaro, zato da se lahko naučim teh prvih pač par akordov, pa da lahko pojem zraven. Oprosti, pa zakaj jih kitara? Ker se mi je zdelo, da je to najlažji način, da se spremljamo v petju. Aha, ok. Ki je bilo takrat še res za nič. Jaz si to bolj ne predstavljam. Kako si lahko za nič pela, ampak mislim, nisem imela še pač nekega vokala, sej tone recimo tako tonovno sem zadela, ker pač nekako posluh imam, ampak
ni bilo pa neke barve vokala, ki Ja. sem jo pol kar dolg razvijala oziroma iskala. Okay. Tako da jaz sem pol ful dolg v svoji sobi to kitaro, samo te akorde, pa pač pela komade, ki so mi bili fajn, pa odkrivala to neko novo muziko in pač to špilala in pela. Kar se tiče vokala, si šla pol kakšno, ne vem, kakšni učiteljici petja, tečaje in tako naprej? Nisem, oziroma šla sem sam enkrat na eno vajo in videla, da to ni zame. Način, kako verjetno trenirajo ali kaj? Ja, sej, jaz nimam nič proti tem solopetjem, solopetju in Ja. mislim, da Učenju solopetja. učenju, ja. O, ja. In mislim, da marsikomu to res pomaga in pride prav, ampak zase sem jaz videla, da sem že do te mere razvila nekako to, kako hočem zveneti, da bi me to v bistvu samo nekako spravili v neko škatlico, kot so vsi ostali, mogoče, ki se učijo, in tega me je bilo strah. In da mi pol na tej točki moj vokal več ne bo všeč, Aha, okay. in bom samo nehala vse skupaj. Tako da, ja, hitro sem videla, da to ni zame. Nisem pa tudi imela nikoli zares kakšnih težav z glasom, da bi pa mogla hoditi na neko solopetje, ki bi mi pomagalo, ker bi bila hripava Ja. po koncertu ali pa kaj takega. Ampak si vseeno zasledovala ti nek vzor, kako želiš peti, recimo po neki pevki, ki si jo že slišala, ali kako si recimo izoblikovala to svojo barvo, no? Ja, mislim, da če ti posnemaš nekoga, pol nikoli ne najdeš sebe. A ne? Sigurno od začetka te prve pač komade, ki sem brenkala doma, pa pela, itak enkrat sem zvenela, ko Tomi Meglič, enkrat sem zvenela, ko Bono izitujejo, enkrat pač posnemaš od začetka, mislim. Ja. Ampak Vsaj minimalno, a ne. Ja. Posnemaš njihov način fraziranja, v bistvu. In to je po mojem ta neka napaka, ki jo vsi delajo, ko iščejo svoj vokal. Ampak jaz sem takrat pač špilala, pa pela, pa fajn, ni bilo nekega plana, Ja. karkoli najdeti za res. Pol pa večkrat sem to počela, bolj sem videla, da pač moram najti v bistvu sebe in na neki točki sem se. In pol sem videla, da tudi Siddhartin komad zdaj zveni po moje, pa tudi, ne vem, Pink Floydi zvenijo po moje. Ok, zgleda, sem najdla sebe, ker kjerkoli komad sem vzela, je zvenel, a ne, v bistvu vokal zelo isto. Si ena redkih v bistvu frontmenk, bom tako rekla, front punc v Sloveniji. Sprav razmišlja, kdo pa še je. Tabu imajo še tako, da rečem, da imajo pevko. Koala Voice imajo pevko, njih prav dost, no. Dajmo tako reči, da mogoče je to še zmeri, dost moško področje. Kako je bilo vstopati in predvsem, a si bila kdaj soočena s tem, da si pač punca? In da ti je bilo mogoče kaj, ne vem, da si bila precenjena, podcenjena. Ne, mislim, sej v bistvu je hecen, ker se jaz sploh nisem to nikoli spraševala, niti ukvarjala se s tem, tudi ko sem kitaro igrala, pa ne vem, ko sem se začela učiti v bistvu tudi solirati in te stvari, jaz se nisem spraševala, to delajo moški, kao ženske to ne delajo. Pač nima veze, tudi komade, ki sem jih pela, sem jaz večinoma nekako moške vokale v bistvu pela, ker imam že tudi jaz nižji vokal in mi to veliko bolj paše, tudi na mojo lego. Tako da nikoli sploh nisem tega ločila, zame je bila to glasba, nima veze, ali jo izvaja moški ali ženska. In v zadnjem letu, odkar zdaj, ko je malo več intervjujev, se pa vedno to vprašanje pojavi. Kako se počutiš v tej moški družbi, pa tako, v redu. To verjamem, ampak ti priješ na tržišče, a ne? Ja. A se tlele začne, se kdaj kakšen problem pojavi, ali smo vseeno šli čez to? Jaz bi prej rekla, da je to, recimo, pa sej pevk je dost, teh front punc, ki so pač pevke, recimo brez inštrumenta, se tega je kar nekaj, to se mi zdi, da se je dost ufural kot nekaj običajnega. Ja. Da pa zdaj še kitaro, ok, Koala Voice, ampak recimo tako, da pa še soliram, pa ne vem zdaj tle v našem prostoru, če je kakšna zares tako. In to je tako malo special, wow, ona pa še to. In to pač uporabljam pol sebi v prid, če že. Absolutno. Ker fantov, ki so pač frontmen s kitaro, pa z vokalom jih je neskončno. Sam frontmeni, brez vsega, veš, ti imaš pa to še zraven. Ne? Pa dobro izpade skupaj, tako, res ti paša ta kitara. Tako. Ja, dobro se tudi jaz počutim s kitaro. Akustična, no, če si iskren. Ja. Ja,
da si tako proper zagrabljal vse skupaj. Ne? Ja. Ampak ti imaš malo gene, ne? Glasbe. Malih pa imam. Brez tega pa pač ne moramo iti, ne? Čakaj, kako že, Aleksandar Mežek je v bistvu stric od tvojega očeta? Tako, Sem prav ja, povedala? od moje stare mame brat. Tako, ok. In je to kaj pomagalo tudi pri vsemu glasbenemu Veš življenju? kako, razvoju? v bistvu, ko sem bila še mlajša, sem ga jaz itak dojemala kot pač stric. Ja, en čist normalen človek. Ja. Ki pač se ukvarja z glasbo, tako kot je nekdo medicinc, pa nekdo karkoli pravnik. Pol pa jaz sem tako svoje igranje pa petje zelo zase držala, pa bila v svoji sobi, tako da niti on ful dolg ni vedel, recimo. On je takrat tako živel še v Londonu, smo se videli pač 2-krat na let, ko je prišel v Slovenijo, pa smo pač imeli neko to srečanje družinsko. Ampak jaz nisem pač nikoli razlagala, jaz pa tudi zdaj neki pojem pa igram, ti lahko neki zaigram, ampak je bilo bolj, ne vem, mogoče sem se zapodila v njegove CD-je, pa šla gledat, kaj ima pa, wow, a to imaš, a mi daš. Tako da mogoče je videl, da je neko zanimanje za glasbo je, ampak ja, slišal je pa v bistvu pol šele, ko smo mi že band štartali. Okay. Prve zadeve. In me zanima, kaj je rekel. Ja, bil je kar presenečen, pozitivno. Bil je tudi na tem prvem špilu, no? In je bil presenečen. In po mojem, da tudi ponosen, da se v bistvu ta neka, če rečemo, tradicija ali pa nek ta gen glasbeni nadaljuje. Fodoro. A ti je dal še na svet tudi mogoče? Zihar mi ga je. Ne me že pozabila, ker to ne bo dobro zdaj. Mislim, sva se kar dosti pogovarjala zdaj v zadnjih letih, no, ampak zdaj, da si bi pa prav spomnila, da mi je nekaj dotično rekel. Recimo, a veš? Od starejših, evo Hamo, mogoče. Ja, on mi je po mojem dal največ nasvetov, zato ker je bil najbolj nekako prisoten v tisti fazi, ko jaz res še nisem vedela, kako pa kaj. Tako da spomnim se, da mi je takrat rekel za v bistvu pisanje komadov. Je rekel, daj probi pač nekaj napisati, jaz sem zihar, da ti imaš nekaj zapovedati. In pol mi je dal par napotkov, je rekel, izogibaj se besedam, ki jih ne uporabljaš, sicer, ko govoriš, kakšne te, ki preveč, ne vem, arhaični ali pa kaj pa jaz vem, zvenijo, pač, ker ne zvenijo naravno, v bistvu, ker jih ne uporabljaš. Ja. Izogibaj se tiste pravilne slovenščine. Ja. Čakaj, pa še nekaj po mojem. Mislim, da je bila še tretja stvar, pa se zdaj ne spomnim. Če se boš spomnila, boš itak povedala. Ker načeloma se držite slovenščine, ne? Ja. Zelo mi je to... No, sej mogoče je bilo to, pa piš v slovenščini. Ker jo bolj čutiš verjetno, ne? Ja. Koncev. Ful mi je res to zanimivo, ker se mi zdi, včasih so vsi stremeli k tujemu jeziku, se pravi k angleščini, ne? Zdaj pa je to slovenščina med mladimi in a jo bolj čutite pa zaradi tega, ali zakaj je tukaj? Ste ji tukaj pripadni, no? Ker načeloma verjetno vsak ima neko željo tudi to ino osvojiti, ne? Ja, jaz mislim, da predvsem so se mladi začeli zavedati, da pač to je jezik, o katerem razmišljamo, sanjamo in vse to. Ja. In se pač ne moreš s to angleščino toliko poistovetiti, kot se pač slovenščino. Pa še vedno slišim marsikoga, ki v bistvu, ki dela v angleščini, pa reče, da se z angleščino bolj poistoveti. Ja. Ne vem, če bi jaz temu rekla poistoveti, lažje je napisati, zaradi tega, ker si toliko preposlušal te angleške muzike, sam pol uporabljaš te fraze, ki si jih pač nekje slišal. Ne? Ja, bolj stečejo neke te fraze iz tebe. Ker v slovenščini začneš z prve te neke fraze razmišljati, same te najbolj debilne pridejo na plan. In je treba res pomisliti, pa poiskati neke besede, ki mogoče niso bile že čist preizrabljene. Ja. Pa jih zapakirati pač tako, da zvenijo, ker vse je trd jezik. Ja. In ga moraš na pameten način uporabiti. Ja, to je kar posebno. A bi lahko si da razmišljati, da bi, pač bom rekla, narečno v gorenščini naredila komad? No, to dela Aleksandar Mežek. Ja. Tako da ne, se mi ne zdi, da bi to prav dobro izpadalo, ker gorenščina je taka, ne vem, taka malo gavnarska in... Sej, a veš, zanimivo je recimo tudi, ko snemam vokal pri Žaretu Paku, ki je naš producent, on ima res razdelan, kako se sliš v bistvu, tudi če ti furaš to kao pravilno slovenščino, kako se sliš na teh nekih
samoglasnikih skoci, ali je to bolj ta nek ali smo si zelo različni po regijah. Tako da tudi kdaj reče, to je tako pogorensk, da je mal drugače zapoj to besedo. A veš, ko se lih pogovarjamo o narečjih pa to, jaz dokaj nisem prišla v Ljubljano, se pravi študirati pa tako naprej, jaz res nisem ločila Ljubljančanov od Gorencev. Ja, vem, grozno, ampak zdaj pa tako, pozdravaš in dejansko te slišim, da si Gorenka. Prav malo nekaj zategne, ali kakorkoli, tako, prav ta... Ja, jaz bi tudi rekla, da smo še najbolj nekako podoben narečje ljubljansko oziroma temu srednjeslovenskemu, ali pa da mogoče najlažje skrijemo, no. Tako, če začneš govoriti to malo bolj pravilno slovenščino, se mi zdi se manj sliškat, pa če to nek Primorc proba, ali pa ga bolj uleče, a ne. Prav mene so, ne vem, en človek enkrat, očitno strašen nepoznavalec narečja me vprašal, če sem Štajerka. Tako da, to je možno, ne smej se, moraš, res je. Zdaj pa tako, ne, Žarepak presežemo v vsaki epizodi. Pride Žarepak. Kako se človek odloči, oziroma band, komu bo šel delati plato, komade? Zakaj Žarepak? Pri nas se je to skoraj malo zgodilo samo od sebe, ker zgodba je taka. Mi smo šli najprej snemati v Šentjernej, v Lotus Music Studio, en live session. 3 komade, v živo smo jih odigrali in istočasno se je posnel tudi video in v bistvu to dal ven kot našo prvo stvar. In takrat nismo čisto vedeli, s kom bomo to delali. In pol je nekako tako nanesel, da istočasno je pa naš Luka prodajal ene ful posebne orgle, Vox Continental, to so Dorsi so v bistvu pa so igrali na to, recimo, stara zadeva. In je pač se odločil to prodati in je poklical tega Bortrosa, v bistvu, ki je lastnik studija. Ja, ki smo vsi hodili v ta studio snemati. In ga je poklical, meni je važno, v kere roke to gre, a veš koga, ki bi to kupil. Ja, imam kle Žareta glih zraven, on bi zih Žare, a bi ti to kupil. Ja, za koliko, daj. No, in smo se pač zmenili in sva mi dva z Lukom se usedla v avto in sva se odpeljala v Šentjernej in Žaretu te orgle. In pridemo tja, malo debatiramo, mi dva smo mu stisali na play neke demote, pač, ki smo jih imeli. Žare je malo zastrigu, tako se je videl, da mu je malo zanimivo vse skupaj in pol je še Borut k sreč malo pritisnil na njega in je bilo tako, da smo ta live session pol že z Žaretom posneli. Tako da to smo dali ven in pol smo bili, pač nam je bilo cool, smo rekli, če bi pač zdaj tudi single in vse to naprej šli delati in smo. No, ampak tle sem veš čula ful različne zgodbe o Žaretu, tako načeloma tudi take dost, bom rekla za artista, mogoče, da te malo sesuje, ne? Recimo izkušnja, ki so imeli Murphy, pa ne vem, izkušnja, ki so imeli Joe Carroll, da te naprej sesuje, zato da te na novo zgradi. A je bilo pri vas podobno? Ja, jaz nimam te izkušnje z njim. Daš? Ja, tako da ne vem, v bistvu mene ni sesul, tako da tega nisem doživela. A te pohvalo, a je kaj izpostavil konkretno? Mislim, sej on pove, v bistvu nič ne špara z komentarji, ko neki dela ali pa ko neki ne dela. Ti da vedeti. Ampak ja, ne vem, spomnim se, da enkrat, ko sem prišla nek vokal snemat, je imel neke komentarje na temo, da naj ga malo manj pojem, pa malo bolj v bistvu kakor podam. Ampak pol se itak unga komada sploh nismo snemali, pa se je vse drugače odvil in od takrat naprej je bilo vse ok, no. Ni bilo nikoli, na nobenem komadu se nisva mučila z vokalom, zmeraj je bilo vse v nekem prvem, drugem, tretjem tajku posnetja, res. Pravi pa, da on išče zgodbe, ne? Na tak način. On išče ful življenja v muziki in zato ga imamo mi radi in zato mi radi z njim delamo, ker smo isti, ker nam je vseeno, če se zmotimo, če je noter neka napaka, ampak važno, da ima pač ta glasba življenje. In to on pusti. In se mi zdi, da danes v tej presproducirani muziki v bistvu je vse tako polikan že, da že skoraj ne začutiš, marsikdaj že ne začutiš več čist enega srca, ene duše. Žare pa to zna ful dobro ohraniti.
Tako da tudi kdaj, recimo, tudi nismo čist najbolj zadovoljni, ne vem, kako sem jaz nekaj odigrala ali pa bobnar, kako je nek prehod naredil, ampak to je ta tejk, ki ima dušo in to bo ostalo noter. Ja, to se ful čuti. Zato ti pa pravim, da vas ne dojemam kot tako mlade ljudi, da bi šli v štrit s to glasbo. Ne? To bi prej rekla, bojo neki starejši, ki so dali ful enega sranja, že čez v life in to čutijo na nek drug način. Ne? Ja, pač veliko smo si dejansko vsi preposlušali te neke stare glasbe. Zdaj mogoče tudi malo bolj sledimo, kar se zdaj dogaja. Smo mogoče ta nek obdobje predelali, ali kako naj rečem. Ampak to pač pusti pečat. In vsak je tudi poslušal neko drugo muziko in pol to nekako združiš in rata nekaj novega, zanimivega. Tako da ja, no, iz tega sigurno neka ta mogoče zrelost ali pa neke stare duše. A pa iz tle prihaja tudi navdih za komade? Ker jaz vas tudi tako dojemam, da ste malo tudi družbeno kritični na en tak lep način, no? V bistvu, recimo, brat moj sporoča nekaj tacga, ne, v tem stilu. Ja, težko je pisati samo o ljubezni. Mislim, da je teh komadov že ogromen, pa se tudi mi jih imamo. Ampak nekako pišem o vsem, kar se dogaja meni ali pa kar jaz nekako vidim v svetu, spremljam v svetu. In tako je bil to zdaj nek ta obdobje tudi korone in vsega tega, tako da smo se sigurno vsi malo več sprašvali o družbi, o medsebojnih odnosih, o ne vem, tudi lastnem notranjem miru in tako naprej. Tako da se mi zdi fajn, da so tudi besedila pol malo razgibana, pač, da ni samo ena tematika, ki jo furaš 16 plat. Ja, to je res. Ampak a lažje pišeš, a si un tip, ki piše, ki je žalostna, a ki si srečna? Ker vsi načeloma rečejo, da je lažje pisati, da bolj pride iz tebe, če si pa žalostan, ne? Prizadet, ne vem, ranjen, si šel narazen. Spet smo pri ljubezni, ampak... Ja, take tekste sigurno takrat. Ja. Medtem ko, ne vem, nek brat moj, ki pač je čist neka druga tematika, s tem zares nima toliko veze. Ampak ja, se mi zdi, da mogoče takrat, ko sem ne vem, mal v depri ali pa tako ne v najboljšem razpoloženju, lažje pišem, ker se nekako kar bolj se umirim, usedem dol, poglobim vase in nekaj začne nastajati. Ok, vi ste mlad band, še vedno, čeprav ste opozorili nas leta 2019, ne? Koliko drag špas je biti glasbenik? Ja, toliko, da moramo še zmeraj vsi v službe hoditi. Koliko se je to, pač vse je šlo gor, ne, dajmo tako reči, in že to, da si lahko prvoščeš imeti koncert. Ja, to vse ful stane. Se pač, dokler ti kot band ne prideš do neke lepe cene, dejansko v bistvu vse, kar zaslužiš od koncerta, raztalaš vsem, ki so pač tudi zaslužni za to, da koncert lahko je. Tako da pač kar nekaj let moraš ustrajati, v bistvu, da se ti pol počas neki tudi finančno obrne. Ja. Zares. Je pa to, raven to je v Sloveniji težko, no, zato ker če se greš muziko zares, je to še ena služba v bistvu. Oziroma kot služba. Sam, če ti hočeš preživeti, rabaš hoditi pa še v službo. Kar pomeni, da imaš ti 2 orang delovnika v dnevu. Veš, kot to po moje folk, oni si mislijo, se vam je čisto slušno. Vi imate pač par koncertov, evri padajo z neba, to je to, in pač pa itak grejo na to ustvarjalno pauzo ali nekaj in ne. Veš, ampak dejansko ni tako, ne? Ne, sej meni je ful hecen, ker tako koga srečam, recimo, ne vem, čist na ulici, pa sej vam gre pa ful dober, ja, hvala, v resnici nam gre, ful sem zadovoljna, kako rastemo. Sej, vi živite zdaj od glasbe, ne? Ja, itak. Ja, mogoče si darta. Ne, sej živijo od glasbe. Ja, ampak so res veliki. Nobeden ne obogati od glasbe. Ja, 20 let plus, ne? Tudi konc koncev, ne? Tudi manj, a ne, pa živijo od glasbe, ampak pa če živiš skromno, pa zraven pol, če je kakšna predolga pauza od koncertu ali pa kaj, moraš pač še kaj drugega vzeti. Čakaj, ti si diplomirana arhitektka, ne? Magister. Ker je enoviti magistrski študij. Zakaj arhitektura? Kako to? Ja, šla sem po... Zahteven študij drugače. Ja. Ja, kar pohvali se, kako to sem... Ne, je. Ful zahteven študij. Ampak lep študij, no.
te pa pač posrka celega. Tako da tudi to je sigurno ena od stvari, zakaj sem se kasneje lotila glasbe, kot bi se jo mogoče sicer, ker pač je študij pobral nekako večino mojega časa takrat. Kaj si sploh že vprašala? Čakaj. Kako to, da si se odločila za arhitekturo? Šla sem po stopinjah svoje mame. Jaz moram mojo mamo spoznati. Je vizualno podobna? Ne. A to pa ne? Ne. Okay. To sem pa bolj po očetu. Dobro. Ona je tudi končala arhitekturo in zdaj dela kot grafična oblikovalka in evo mene. Copy-paste. In ona je rekla, pa traš grafično oblikovanje študirati, boš meni pomagala? Ne, jaz bom arhitekt. No, evo me zdaj. Dobro, ti se ukvarjaš s tem, kaj delate mogoče tudi skupaj? A sta celo tako povezani? To ne? Ne, posebej. Jaz imam pač svoj SP, svoje stranke in še to muziko zraven, kar je. Kdo pa so tvoje stranke? So tako, recimo, rekla si, Hamo, to si pomagala, ne takrat? A si šla v te vode, bolj glasbene, ali imaš to tako, all over? Čist po pravici, če bi šla še tle v glasbene vode, pol bi mogla od zraka živeti. Ne, te projekti glasbeni so mi ful ljubi, ful rada oblikujem plate. Ampak ja, pač to je lahko spet bolj za dušo, za zraven, ker vsi vemo, pač kakšno je stanje in ne moram tega zaračunati toliko, kot bi to lahko nekim farmacevtom ali pa kaj pa vem. Tako da pač so moje stranke zelo različne, to, kar delam, je zelo različno. No. Ampak kaj je težko usklajevati zdaj oboje? Se pravi, šiht kot grafična oblikovalka in hkrati še Mašarik band, koncerte, promocije, intervjuje, le to, da si zdaj recimo. Mislim, ful je lažje to usklajevati, kot če bi jaz nekam hodila v službo in bila 8 ur tam, ker pol zdaj ne bi mogla biti tle. Ja. Oziroma bi mogla vzeti dopust. Enkrat zvečer. Ja. Zato tudi fantov ni. Bi bila z veseljem tle, ampak... Kaj pa ona dva delata drugače? Službe. Okay. Da ne bom zdaj koga kaj preveč. Da ste tako, veš, da ste tudi v kakšnih podobnih vodah ali kakor. Ne, nismo. Okay. Tisti ključni koncert za vas je bil Kino Šiška, je bil ta 15. maj, tako, lani v bistvu. No in takrat so bili, v bistvu so Hamo in Tribute to Love ogreli Takrat so vrnili uslugo. Takrat so vrnili uslugo, tako, kar ste bili v Križankah. Kako je bilo pa to, ta občutek, tako, ker se vsakim, ko se pogovarjam, so neki mejniki v življenju, bom rekla, glasbenika oziroma glasbene skupine, ki se jih po dvoranah oziroma prizoriščih nekako odvijajo. Ne? In Križanke oziroma Kino Šiška, obedve sta neka mejnika. Vi ste zdaj, se pravi, Klukca, Kino Šiška, narejen. Ja, sigurno smo to Kino Šiško raven zato izbrali, ker smo pač rabili nek mal večji korak narediti proti, rečemo, neki prepoznavnosti in raven temu, da si osvojil neko točko. Veliko bolj simpel bi bilo, če bi takrat rekli, gremo delati ortobar ali pa še mogoče nek manjši klubič, pa bi bili ziher, da ga bomo razprodali. Ampak bi bilo... Šiška ni tako simpel, ne? Ne, ni simpel, sploh ni simpel. Ja. Jaz sem pač, recimo, pol leta smo delali sam na tem. Okay. Smo se sam s tem ukvarjali ves čas, recimo, pa pač snemali album zraven, valjda s tem, to se pravi z albumom in s to nekako promocijo, organizacijo tega koncerta. Tako da na ta dan sem bila jaz tako zmatrana. Se kaj spomniš? Ja, se, mislim, ampak je bil tako kar ena taka zmešnjava je bila v moji glavi, ker sem vedela, da jaz bi mogla zdaj klej ful uživati, ampak sem bila sam zmatrana, pa polna glava vsega od pretekle pol leta ali pa celega leta dela. Ampak še vsem so bili ful lepi momenti, ko stopaš na oder in vidiš toliko enih ljudi, ki so prišli v bistvu. Mi smo do takrat imeli 2-3 komade zunaj. Folk je zaradi 3 komadov kupil karto in nas prišel poslušati na neko sredo. To je noro, ni? Ja, to je noro. To je noro. To pomeni, da res nekaj prav delaš. Očitno, ne? To je bil v bistvu naš edini, oziroma takrat ta prvi koncert, ki je bil res naš, kamor je res folk prišel poslušati nas in ko smo mi stopili na oder, je bilo folku noro in so ploskali. V bistvu mi smo vse to doživeli prvič. Prej smo bili zmer ali neke predskupine ali pa pač v nekih teh manjših
razsežnostih, kakšni festivalčki ali pa nekaj, ki imaš pač nekaj ljudi tam, ki posluša in je to. Tle je bila pa masa ljudi, ki je bilo tako, in je ful lepo. Hudo. Ne, predstavljam si to je, vsaka to doživi, verjetno takrat se ti odpre in takrat dobiš verjetno še večji zagon in tako naprej, ne? Ja. Itak. Ja. Ampak je bil pa zelo special tudi koncert, ko ste ga imeli vsi v teatru. Zelo. Tukaj sem se ti tudi oglasila, ne, v bistvu, ko sta skupaj, ko je Bojan letel, Cvetičan in tudi par. Kako sta to dobro naredila? Se pravi, priredbo Black Pumas, Colors, komat. A to je slučajno ratalo spontano, ali sta se zmenila prej, da bo prišel to don? Te zadevce so fuluškane. Ja, valjda se ve, vi ste glavni band in vi špilate, ampak tako, a veš, izpade zelo spontano in preseneča v bistvu konca, ne? V bistvu je bil on že malo planiran za Kino Šiška takrat, pa se je pa njim ta Hamburg, ki so glih snemali za vleku in sploh niso prišli še v Slovenijo takrat. Tako da, pol pa, ko smo delali ta City teater, smo rekli, kaj pa če ga zdaj vprašam, zdaj so pa tukaj. Pa še zelo bo nepričakovano, ker je pa ta manjši oder, manjša zadeva, tako noben ne bo pričakoval. Ja. In je ful lepo izpadal. Lih zato 2 komada še Tujca je z nami odpel, ker je njegov najljubši komad iz naše plate. Tako da je bilo ful lepo. Kaj si lih omenila Tujca, videospot? Videospot imamo kot nov single, v bistvu zdaj to lansirano. Ja. Za katerega je pa kriv naš prijatelj, bom rekla, ne? Jan Filip, Jordan Frangeš. Vsi 4. Vsi 4 so naredili ful dobro. Kako ste se vi najdli z Janom? Z Janom zdaj že v bistvu smo sodelovali na 3. videospotu. On je delal že Brat moj pa Na dnu morja. In smo se ful dobro ujeli. Sploh Brat moj smo se še tako malo tipali, pa takrat je bilo tudi bolj ta igran videospot. Na dnu morja smo šli pa v bistvu samo mi 3, jaz, Luka, Bojan pa Jan, to se pravi, nas je bilo 7. Smo šli v Pulo za 2 dni snemati ta Na dnu morja in smo se ful lepo ujeli. Ful smo se imeli dobro in smo rekli pol tudi zdaj za tega Tujca, da rečemo valjda spet Janu, če je da spet nekaj naredimo malo drugače. In smo našli eno super lokacijo, to je ta galerija Mitnica pred NTF Faksom. Mislim, da še nobeden ni tam noter se postavil v izložbo in igral. No, zdaj bo drugače pošiljala. Ampak vi ste bili prvi. Ja, mi smo bili prvi. To šteje. Ja. Tako da je spet naredil en super videospot. In se ga boste verjetno držali naprej, a? Ja, sigurno bomo še kaj sodelovali. To opažam, da pri mlajših bendi, pa tudi pri starejših, ko enkrat dobijo enega, bom rekla, ki jih navduši z videospotom, pa verjetno njegovim načinom dela, se ga polkrat držiš nekako, ne? Furaš dalje. Ja, simpel je zato, ker točno veš, če ti nekdo ustreza, točno veš, kaj od njega dobiš, kaj pričakovati, kako deluje. Pa predvsem Jan ful ene dobre energije sprošča tudi na snemanju in se mi zdi, da to nam 3 vsem ful pomaga. Izredno pozitivno. Ker nismo neki rojeni igralci, tako da nam pomaga, če eden mal sprosti napetost. Še eno stvar moramo tudi nujno omeniti, zelo lepo, 1:1 koncert s Tino Marinšek. To se pravi, punce ste skup stopile. Se tudi takrat, ko smo tukaj štartali Radio 1 Rock, ste prišle v bistvu skupaj, oziroma ste se našle in pa smo tudi skupaj na kavču, kakšno rekli, oziroma tudi na zdravlje takrat, če se prav spomnim. Kje ste se najdli s Tino? Tina je... Ker nekaj časa je ni bilo, ne? Ja. V resnici je Tina imela band z Lukom in Bojanom. Vidiš. Pred mano. Kako majhna je ta Slovenija. Ja, čisti majhna. Oni se poznajo v glavnem s temi mojimi fanti in tako da prek njih zares sem njo spoznala na nek jam session smo organizirali takrat že par let nazaj, pa je ona tudi uletela, mislim, da so se tam spoznale. In hitro mislim, da začutiš, čez nekom imaš eno energijo, tako. Kar takoj sva bile frendice, tako nič ni bilo, pa nisva nič vedeli, tako eno drugi sploh zares. Tako da pol, ko je mene Ana iz City teatra pač povabila k sodelovanju, mislim, k temu 1:1, je rekla, le pač zber si koga, s kom bi to delala. In sem ful razmišljala, s kom bi to delala. Ampak ta prva asociacija mi je bila takoj Tina, ampak nisem bila ziher, da bo hotla. Zato, ker ona ni bila suverena na inštrumentih. V bistvu 1:1 je nekako tako, da pač 2 vokala, običajno 2 kitari, lahko je pa tudi karkoli drugega.
In sem jo klicala, sem rekla, da je Tina bilej, po mojem bi bilo to ful dobro. In je malo razmislila in je rekla, ok, ampak bomo res veliko vadile. Okay. In smo res veliko vadile. In smo naštudirali res aranžmaje, tako dost bolj za res, ali kako ne se izrazim. Pač ni bilo 2 vokala, 2 kitari, ampak smo imeli Rhodes, imeli smo neko mašinco, imeli smo... Čakaj, kaj smo še imeli? Tako, ful nekih gadgetov v bistvu na odru, ki smo se pol menjali tudi obedve na teh inštrumentih. In je ful zanimiv izpadal, ker je bil nek cel tak experience. Pa 2 punci, no? Pa 2 punci, ja. Ker ena na ena, recimo prvi, ki mi pade na pamet, je Gušti pa Tomi skupaj. Ja, ko v bistvu še zmeri fura tako, ne? Tako. Kaj pa vi 2, se bo zadeva ponovila oziroma nadaljevala? Zaenkrat ni plana. Veš kaj, fora je bila, da takrat sva bile še obedve pred prvo plato. In vsi aranžmaji in vse, kar je nastalo na nekih na komadih, ki so bili pač takrat postavljeni tako, kot so bili. Od takrat se je marsikaj spremenil, tako da zdaj bi mogle kar po moje orang prilagoditi, da bi bilo pač vse, da bi nekako zajele to, kar sva pol dale na plato, no, ali kako ne rečem. Nekaj moramo nujno še povedati. Niste vi Kareni, ne? Zlata piščal? A moram jaz provleči s tebe, da se pohvalim. Vse skozi govorim. Ja, novinci. To je bilo zadnja, ne? Je bila vaša? Lanska? Oziroma, tako, novinci leta smo bili lani. Ja. Kako pa to pomeni? To je neko priznanje, mislim, problem je, da je ful malo nekih teh priznanj ostalo v svetu. Ja, se to je zares skoraj tako edino. Ja. Tako da ful pomeni, ker predvsem nismo pričakovali. In smo bili ful veseli. To je bilo glih takrat, kakšen teden ali pa 2 tedna pred našo Kino Šiška in nam je dal še zadnjo moč, da smo sfurali do tega špila. The best. Ne, noro. In ko smo že pri tem, vsak čas se bo zgodil še Ortofest, ne? Tako. To je pa tudi v bistvu samostojni koncert, brez predskupin in brez vsega. Ne? Tako in to bo tudi v bistvu prvič za nas. Smo že stali na odru Ortobara kot predskupina, ampak bo pa zdaj prvič, da bomo v bistvu mi main act in edini act 3. aprila. A je kaj prešerja z vidika, da velja Ortobar za res ta, bom rekel, močno postavljen rockerski plac, tudi metal plac, recimo, ali ne? Kaj pa vem, se tam noter se marsikaj dogaja. Exactly, to to, ampak eni pač si ustvarijo nekaj dodatnega prešerja, lik z tega vidika, prva z tega ni, no? Ne, veš kaj, edin, kar smo se pa res pogovarjali, pa to, zdaj smo imeli te 2 koncerta, ki smo že omenili, Kino Šiška pa City Teater, smo vedno imeli recimo back vokale tudi zraven, da je to tako malo bolj zazvenel, rečemo temu. Zdaj smo se pa veliko pogovarjali, a v Ortobaru tudi to naredimo, kaj je to kakor mal nek ta poseben dogodek, ampak smo rekli ne, ker je tak surov plac in moramo biti mi, samo mi 4, brez gostov, brez nekih olepšav, taki kot smo, sami 4. Tako da bo bolj tak surov koncert in se mi zdi to super za tak plac. Mislim, če ste kdaj prav zbrali, ste v tem primeru verjetno. Ker tlele nič drugega, kada je ro, ne more biti. Ne? Tako. Definitivno. Draga moja Maša, super si. Super si, ostanite taki naprej, follow your dreams, ali kako se že reče, ampak se mi zdi, da ste na čisto pravi poti. Kakšni so plani po Ortu? Po Ortu koncerti, itak letos čim več. 2 dni po Ortu imamo še en špil v Kranju na tednu slovenske drame. Pol pa tudi kakšen nov material posnet. Upam, da se to zgodi še v aprilu. In tujina? Kako ste pa s tem? Ne, tja pa ne ciljamo zaenkrat. Što to je z prve? Dobro? Ja, enostaven ne vidimo čist, da je to ali možno, ali pa mogoče tudi nimamo toliko nekih teh let, da bi jih kar zapravil, a ti mogoče rata ali ti ne. Ja, pač tukaj v bistvu rastemo tako lepo počas, da se mi zdi, da imamo še kar nekaj časa, da zrastemo. Pol bomo pa se naprej pogovarjali. Tako. Kratko naprej. Pozdravi, fanta. Bom, hvala. In se vidimo kje druge kot na koncertu. Tako, 3., 4. Ortobar. Yes. To je Radio 1 podcast.